plišasti zajček. Ko se je plišasti zajček doselil k dečku, sploh ni bil zaresen. Bil je debel in zavaljen, kakršni so pač plišasti zajci. Njegov kožušček je bil rjavkasto bel. Brki so bili zdrete, uhli pa so bili obrobljeni z rožnatim satenom. Toda to še ni bilo vse. Ni imel niti gladkega kožuščka, ki bi se svetil, niti ključa na hrbtu, da bi se lahko premikal, če bi ga deček navil. Bil je pač drugačen in to je povzročilo obilico neprijetnosti. Zajec, tukaj sem zato, da ti razložim pravila te otroške sobe. Pravilo številka 1. Tukaj se za plišaste zajce ne zmenimo. Pravilo številka 2. Marš! Pravilo številka 3. Vojak Janez! Da, gospod. Navi tega zajca in ga odpošli drugam. Oprostite, gospod, ne najdem ključa. Ta zajec nima mehanizma za navijanje. Ni zaresen. Kaj? Nima mehanizma? Transportni oddelek? In tako so plišastega zajčka pregnali v najbolj udaljen kot otroške sobe. 1, 2, 3, vrzi! Vojak iz pločevine, kovinsko se blešči, na slikanih oči strmi od zmag do zmag hiti. Vojak si olje sklepe, ker brez tega res ne gre. Če vojska zanemari, se jo rja kar požre. Zavrti ključ, pokaži, kam naj vojska gre v napad. Če vprašaš, kam gre zmaga, o bog ti nima rad. Ujeli mi smo ta večer, je rešen bil ta svet. Bilo nas je 10 na zver in boj je bil razgred. Še dobro, da izbrali smo rdeče črno stran, so vraga v beg pognali, ne pride več na plan. Zajček, ne bodi žalosten. Veliko igrat sem že videl prihajati in odhajati. Vse so imele mehanizem za navijanje ali pa so delale tik-tak. Mislile so, da jih to naredi žive. Toda zaradi tega jih nima nihče rad. Samo ljubezen je tista, ki te lahko naredi živega.
Konjiček je prebival v otroški sobi dlje kot katerakoli druga igrača. Bil je že tako star, da je bil že čisto oguljen in zakrpan, tako da so se na njem videli vsi šivi. Bil je pameten, saj se je pred njim zvrstilo mnogo mehaničnih igračk, ki so prihajale, se bahale in široko ustile, nato pa se jim je mehanizem pokvaril in z njim je bilo konec. Toda konjiček je vedel, da so bile to samo igrače. Biti zaresen ne pomeni le tega, kako si narejen. To je nekaj, kar se ti zgodi, ko te ima nekdo rad. Ne samo, da bi se s tabo igral, ampak da te ima za zaresnega. Šele takrat lahko postaneš resničen. To pa včasih tudi boli, kaj ti biti zaresen ni zmeraj lahko. Zato se to nikoli ne zgodi igračam, ki se rade razbijajo, imajo ostre robove, ali pa jih moramo hraniti v škatlah. Ponavadi mine veliko časa, preden postane zaresen. Zato je takrat tvoja dlaka od ljubezni že vsa oguljena, oči ti odpadajo in v sklepih nisi več tako gibčen kot nekoč. Pa ni več pomembno, da si oguljen, kajti ko postane zaresen, sploh ne moreš več biti grd. Razen za tiste ljudi, ki tega ne razumejo. Tale bo kar pravšnji. Stašek, poglej, igračka, da boš lažje zaspal. Za zajčke pravijo, da varujejo dečke in deklice pred strelo. Tisto noč in potem kar noč za nočjo je plišasti zajček spal v dečkovi postelji. Sprva mu je bilo res da malce neudobno, kajti deček ga je čvrsto objemal in se včasih nanj celo ulegal. Porinil ga je tako daleč pod blazino, da je zajček komaj še lahko dihal. Pogrešal je tudi pogovore z gugalnim konjičkom ob dolgih, z luno obsijanih večerih, ko je po vsej hiši vladal mir. Prav kmalu pa je plišastemu zajčku bivanje pri fantičku postalo všeč. Saj se je fantiček z njim pogovarjal in igral. Ves dan sta se igrala čudovite igre. Po noči pa, ko sta zaspala, ga je fantiček trdno stisnil k sebi in tako je plišasti zajček prvič čisto malo začutil, kaj pomeni biti zaresen. Toda te sreče z njim niso delili vsi. Tako, nekaj moramo ukreniti s temga šopanim glodavcem. Deček mu posveča vse preveč pozornosti. To bo slabo delovalo na njegove mlade možgančke. Sploh pa se zadnje dni z nami ne igra več. Moži, izvršite načrt številka 1. Za menoj! Tukaj je dečkova spalnica. Robot! Žejen sem, prosim malo vode. Hitro nazaj v posteljo, prinesla ti jo bom. Že napadli bomo jutri zvečer. Zvršili bomo načrt številka 2. Nazaj v vrsto. Le zaspi. Tukaj imaš svojo staro igračko. Zajček ni igračka. Resničen je.
Ko je zajček to zaslišal, ga je preplavila sreča, kajti vedel je, da so se besede konjička končno uresničile. Bil je zaresen. Deček sam je to povedal. Tisto noč od sreče skoraj ni mogel zaspati. Njegovo malo srce in žaganje je bilo tako polno čustev, da je skoraj počil. In v njegove očke, ki so bile kot dva gumbka in so že davno izgubile svoj lesk, se je prikradel pogled poln zrelosti in lepote. To je naslednje jutro opazila celo varuška, ko ga je dvignila. Prepričana sem, da tale zajček ni tak kot ponavadi. Prav, možje, nocoj je na vrsti načrt številka 6. Mislim, da načrt številka 7. Kot sem rekel, vsebuje načrt številka 7 element presenečenja. To je katapult. Preprost pripomoček, ki bo enega izmed nas izstrelil globoko v sovražnikovo ozemlje. To da, zajec bo močno presenečen. To da najprej naredimo vajo. Janez, plezaj kar. Tudi, gospod, v izstreljevanju nisem prav dober. Takole, Janez, vidiš, precej je podobno žagi. Kaj ne? Zakaj pa je tale vzvod, gospod? Janez, ne? Janez? Da, gospod. Mi dva se morava še marsikaj pogovoriti. V bližini hiše je bil gost, poln robidovja, in ob dolgih večerih je deček rad zahajal tja in se po skodelici čaja igral. S seboj je vedno imel žametnega zajčka, toda preden ga je pustil samega, je zajčku naredil gnezdece nekje med praprotjo, kjer mu je bilo prav udobno. O, čuden zajec. Pa res? Misliš, da spi? Si že kdaj videl spati zajca z odprtimi očmi? No, ta dolgouhec že tako spi. Pa je res čudak. Prav imaš. Ej, bi se igral? O, kaj nekje je narobe z njim? Poglej, saj sploh ni zaresen. Zakaj bi kdo imel ponarejenega zajca? Ne vem. Ups, nekdo gre. Temu zajcu moramo pokazati, da se z nami ni igrati. Nocojšnji plan številka 16 je otročje lahek. Kaj res moramo, gospod? Zajec mi je postal zelo všeč, gospod. Tudi meni, Janez. Toda to ni važno. Torej, navijači, tankovski vat. Napad! Naprej! Naprej ali nazaj, gospod? Ne, da, torej napad. Torej, naprej, prav? Malo bolj lepo, Janez. Joj, jaz nekaj mislim, da se je zataknilo, gospod. Ne na desno, ti petak, na levo. Torej, na levo, naprej. Odprilo puto, Janez. Razumem, gospod. Gospod, kaže, da se je zares zataknilo. Postavi na loputo, pripravi se na strel. Da, O, ta Staš nikoli ne pospravi igrač pred spanjem. Kaj ti nisem rekla, da ne puščaj svojih igrač? Joj, ne. Po starše moram. Ne moram poklicati zdravnika. Joj, Bog pomagaj. Deček je zelo bolan. Potreboval bo veliko miru in nobenega vznemirjanja. Razumete? In nobenih obiskov.
Tudi bacilom moramo preprečiti pot v to hišo. Minevali so dolgi, naporni dnevi, kajti deček je bil zelo bolan. Njegova varuška je noč in dan bdela nad njim. Zajčka pa je v pogledu na dečka bolelo njegovo žagovinasto srce. Spomnil se je Konjičkovih besed, da biti resničen včasih boli. Ko ga je deček tesno objel, da bi mu bilo malce lažje, se je zajček počutil zelo zaresnega. In ves ta čas premetavanja in obračanja, neprespanih in skrbi polnih noči, je deček najbolj potreboval prav njega. Saj razumete, da morajo vse knjige, vsa posteljnina in vse, kar je deček uporabljal, ko je bil bolan, proč. Ne skrbi, srček, kot bi trenil, boš dobil nove stvari. Jutri pa boš starši odšel na morje, na počitnice. Prav vse mora zgoreti. Tudi ta oguljeni zajček, pa menda ne. Ta zajec, ravno on je pravo leglo bacilov. Zajec mora najprej proč. Červatiček, v ogenj ga bodo vrgli. Kaj si niste prav to želeli, gospod? Za koga me pa imaš, Janez? Za brezsrčneža? Mislim, da je napočil čas reševanja, kaj, Janez? O, da, gospod! V akcijo! Janez, odpri vrata, pripravimo se. Sej poskušam, gospod. Oj, gospod! Joj, poglejte, gospod. To je strašen konec za katerokoli igračo. Ko je noč legla na vrt, je zajček pomislil na dolge sončne dni, ki jih je tam preživel z dečkom. Dnevi so se vrstili pred njegovimi očmi in vsak se je zdel bolj čudovit od prejšnjega. Nato se je spomnil svojega prijatelja, starega pametnega Konjička, svojega prvega pravega prijatelja in tistega čudovitega dne, ko je prvič začutil, da je resničen. Potem se je spet spomnil dečka in obšla ga je globoka žalost. Le kaj mu je pomagalo to, da je bil ljubljen, da je izgubil vso svojo lepoto in postal resničen, če pa se je takole končalo. In po njegovem gobčku je spolzela solza, prava, slana solza in padla na tla. Solza priteče le ob resničnih čustvih. Ta so mi pripeljala k tebi. Ne bodi žalosten, mali moj. Ničesar še ni konec. To je šele začetek. Zdaj sva midva na vrsti. Pripeljala sva novega prijatelja. Zdaj je vaš. Hej, to je nepravi zajec. Bodite z njim nežni in prijazni, naučite ga vsega, kar mora vedeti, da bo z vami živel do konca dni. V smrti rojstva naj ti znam, svet tako se vrti, radost tu, solza tam, da srce ti vzdrti. Svet čudes, domišljije, večno živ in nikdar ne se otroku razvije, ko povest mu pove. Čar je ljubezen
čutim in vem, kdo me res rad ima, da igrački lahko solza zarosi oko, to se doživi težko in le otrok vidijo, čudež tak se kaj hitro tudi tebi zgodi, če verjameš trdno, san uresniči se ti. Si res prepričan, da je bil to nepravi zajec? Tvoja ljubezen je bila resnična in zato si bil tudi ti za dečka resničen. Zdaj pa boš resničen še za svet okoli sebe, mali zajček. Spominjaš me na mojega starega zajčka. Le kaj se mu je zgodilo takrat, ko sem ga izgubil? Pridi, ne boj se. Počakaj. Vso resnico pa je vedel le gugalni konjiček. Se je že dolgo, dolgo prebival v otroški sobi.